Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno magister Ivan Simič in dr. Boštjan M. Turk. Pogovarjamo pa se o Magni, o resnici o Magni in vseh svinjarijah, ki so nam jih o Magni servirali naši vladajoči. V prvem delu oddaje smo si pogledali, da Magna v bistvu sploh ne bi smela dobiti okoljevarstvenega soglasja za gradnjo industrijskega objekta na vodovarstvenem območju. Sedaj pa predlagam, da si pogledamo, koliko davkoplačevalskega denarja je do sedaj že dobila Magna. Najprej 18,9 milijonov evrov za obljubljenih 400 delovnih mest. Potem pa 78 hektarjev zemljišča po 10 evrov na meter, kar znese 7,8 milijona evrov. Tržna cena gradbenih zemljišč je v Sloveniji povprečju 39 milijonov evrov. Če to preračunamo, znese dodatna subvencija 31,2 milijona evrov. In še železniški tir do obrata Magne v dolžini 1,4 oziroma 1,6 km, za katerega se je obvezala vlada v vrednosti 4,3 milijone evrov. Skupaj torej 54,4 milijone evrov. Zdaj pa takole vprašam. Če je že Magna dobila nezakonito soglasje, da gradi na vodovarstvenem območju, a je to projekt, ki je vreden najmanj 54,4 milijona evrov davkoplačevalskega denarja? Ja, to je odločila vlada. Vlada, katera je bila izvoljena legalno in ona je to lahko odločila. Tako da, če govorim malo o hecu, po drugi strani pa to so taka sredstva, o katerih lahko neka druga manjša podjetja sanjajo, jih ne bi nikoli dobila in to je za mene popolnoma čista diskriminacija tujega vlagatelja pred domačimi vlagatelji, od katerih vemo, da smo jih imeli kar nekaj v Sloveniji, ki so morali pa zaradi tega iti v tujino, ker v Sloveniji niso mogli graditi. Ampak gledaj, take denarje lahko deliš, če imaš oblast, če veš, da se ti ne more nič zgoditi, če bi pa čutili odgovornost, da lahko odgovarjajo za svoje napake, bi pa delali popolnoma drugače. Tako da ne vem, kako bodo upravičili to celo zadevo, da je toliko denarja bilo namenjeno za ta kompleks. Boštjan, zakaj ne čutijo te odgovornosti? Zakaj se, če tako kot pravi Ivan, počutijo tako vsemogočne, da se jim zdi, da lahko gre praktično vse skozi? Ja, zato, ker mi najprej nismo pravna država, pravzaprav nikoli nismo bili. V tej Republiki Sloveniji žal velja pravilo Orwellove prašičje farme, da so nekateri pujsi oziroma Bonaparte pa ti se tam bil bolj enakopravni od ostalih, se pravi, da se jih nič ne tiče. In jaz napovedujem temu rekorderju med ceno delovnega mesta v Sloveniji, ker to je res neverjetno, ne. To je za 400 delovnih mest 54 milijonska investicija. Če bi to recimo porazdelili po nekem zasebnem sektorju, po IT podjetjih, po propulzivnih podjetjih, kaj bi to, koliko mladih bi zadržali v domovini in tako. Jaz napovedujem, da bo to v določeni točki poniknilo iz medijske pozornosti in se bo to bodisi ustavilo, bodisi prekonfiguriralo, bodisi najverjetneje se bo pa tu, če ne bo res prišlo do kakšnih, bi rekel, večjih zadržkov glede izdaje dovoljenj in da bi bile tu resnejše kršitve, to izvajalo v nekem minimalnem obsegu, seveda, ki ne bo nič takega, kot je bilo to obljubljeno, gre pa za eklatantno zavajanje državljanov, to pa najbolj boli. Ivan, prej si ti že nekaj omenil tudi socialne transferje. Recimo, ko se predlaga povečanje enega socialnega transferja, kar recimo, znese tam 20 milijonov evrov na državni ravni, pa cela država o tem debatira, tukaj pa za eno podjetje na eni lokaciji za par sto obljubljenih delovnih mest 54 milijonov evrov. Zakaj tukaj ni nobenega haloja praktično v javnosti? Zakaj javnost to mirno prenaša po tvojem? Ja, zato, ker tudi mediji niso temu posvečali, bom rekel, tako pozornost, kot bi lahko. In tukaj odigrajo mediji veliko vlogo, ker tisto, kar mediji servirajo javnosti, to javnost bere, o tem se javnost pogovarja. Tisto, kar mediji ne vidijo in ne vejo. Recimo, danes sem slučajno zasledil v enem mediju o teh odkupih terjatev, ki jih dela neko švicarsko podjetje, ko odkupuje terjatve od banke, po nekih diskontih, in potem to isto švicarsko podjetje potem izsiljuje in prodaja hiše slovenskih državljanov, ki so imeli kredite v Ljubljanski banki. Ne vem, zakaj banka ni ta odkup te terjatve ponudila samim kreditojemalcem, pa bi si prišli do nižjega zneska. Pomeni, o tem se ne piše, o tem se ne govori. Zdaj pa jaz sem že toliko časa
v nekih borbah z mediji, da enostavno predvidevam, da enostavno mediji od tega nekaj imajo, če o tem ne pišejo, ker ne verjamem, da se pogovarjajo o neki hruški, ki stoji na neki napačni parceli, veliko več kot pa o takih velikih projektih. In pomeni, taki veliki projekti so veliko vredni, veliko je interesov in ker je veliko interesov, potem ni problem, da tudi s kakšnimi mediji se dogovoriš, da o tem ne pišejo in o tem ne poročajo. Tako kot mediji tudi ne poročajo o policijskih preiskavah, ki jih imajo v samem mediju. In to se enostavno javnosti zakrije in zato jaz pravim, da take medije ne potrebujemo, mi potrebujemo medije, ki bodo realni, ki bodo poročali in še sreča, da imamo toliko različnih medijev, da lahko kje drugje preberemo določene zadeve. Ja, jaz se strinjam. Pri nas je glavni problem, seveda, te paradržave, glavni problem, da mi, Slovenci, leta 2018 nimamo tako imenovane svobode dnevnega tiska. To je tragično. Celo nekdaj paradni konj dnevnega tiska, Delo, je zdaj zgolj samo še oglaševalna deska za projekte njegovega lastnika. Tudi recimo kulturo so popolnoma izničili. Sploh to je bilo recimo včasih je bil paradni konj tudi kulturna redakcija. Zdaj to vse popolnoma propadlo. Tu so alternativni mediji, kot je recimo ta kanal, po katerem zdaj govorimo. Potem je tukaj Reporter, se pravi med pomembnejšimi mediji, ki lahko posredujejo določene resnice, ampak večina medijev je pa mrtvih, tudi nacionalna televizija, kar je še posebna katastrofa. Ljudje so pa seveda vsak dan bolj apatični in zato je tudi, če grem zdaj nazaj na začetek, ta tragedija tega, kar je Aleš Primc naredil, toliko večja, ker samo povečuje apatijo. Dobro, kot vemo, je seveda Državni zbor sprejel poseben zakon za ta Magnin projekt, tako imenovan Lex Magna. Vidimo, da očitno zakonodajalec ni imel najbolj srečne roke, glede na to, kam vsa stvar pelje. Ampak še bolj zanimivo od tega zakona pa je bila seveda pogodba med državo in med Magno, ki sta obe pogodbeni stranki skrivali več kot pol leta, ker bi naj v pogodbi bile neke poslovne skrivnosti. Časopisu Dnevnik je zdaj končno uspelo pridobiti to pogodbo in kaj so v tem časniku iz te pogodbe ugotovili. Namreč v skriti pogodbi ni nobenih poslovno občutljivih skrivnosti, ker celo notri člen, v katerem piše, da je pogodba sklenjena v javnem interesu. Nadalje, minister Počivalšek je lagal, ko je obljubljal najmanj 1000 delovnih mest in najmanj 100 milijonov evrov investicij Magne v 10 letih. Kajti v številko 1000 se šteje tudi do 200 tujih najetih delavcev, vsa delovna mesta v krogu 20 km od lakirnice in vsa delovna mesta pri pogodbenih strankah, ponudnikih storitev, podizvajalcih in povezanih osebah. Zdaj, Ivan Boštjan, če se malo pošalimo, se pravi, če bodo Magnini delavci hodili na sladoled v Slovenske Konjice, se bo ta sladoledar štel v kvoto delovnih mest, ki jih je zagotovila Magna, ali kako? Ne, ta sladoledar, ki že obstaja, se ne bo štel se bo tisti novi, ki ga bo zaposlil. Vprašanje lahko. Če se igramo in se hecamo. Vprašanje lahko tudi preformuliramo. Kam bojo pa štele prijateljice noči, ki jih recimo en tak projekt z nanetimi delavci in to, kjere kvote, bojo pa one šle hecati se seveda. Ne, to je vse skupaj smet. Mislim, temeljno vprašanje, seveda, ki ga jaz vidim, je dvojno. Prvo, zakaj to prihaja šele zdaj na plano, kajti to, jaz nimam do Dnevnika, bi rekel, nobenih afinitet, oziroma nobenih iluzij si, da delam. Dnevnik je pač glasilo globoke države. Drugo vprašanje, seveda, ali bo minister Počivalšek odgovarjal, kajti za to pa mora odgovarjati. To je treba tudi, bi rekel, stališča kazensko-pravne in kazensko-materialne odgovornosti preiskati, ker tle je šlo pa za zlorabo položaja. In kdo ga bo obsodil? Ja, potem smo pa spet na začetku. Ja. Isti kot Zorana Jankovića. Verjetno se bomo o tem lažje pogovarjali po volitvah. A je to po vajem en izmed globih problemov v Sloveniji, da se, tako kot pravita, stvari razšičujejo zmerom za nazaj, ko je skoraj že prepozno in da so nekako vezane na ta volilni cikl. Se pravi, ko se spremeni oblast, nova oblast procesuira prejšnjo, vmes pa inštrumenti pravne države kot da ne delujejo. Ja, in to so igrice za naivne državljane, ki to poslušajo in berejo, si zapolnijo, neki prosti čas, namesto da bi se ugotavljala dejanska prava odgovornost, da bi se iskali tisti, ki so dejansko nekaj naredili narobe, ne pa da včasih tudi se izmišljajo kakšne zgodbe o nekomu drugemu, da potem zamašijo, dejanske težave. In to, kar je bilo prej povedano, da vsaka nova oblast se ukvarja s preganjanjem prejšnje oblasti, to je že folklora, ki traja od osamosvojitve, ker v prejšnji oblasti tega ni bilo, ki je bila samo ena oblast. Sedaj, ki pa imamo leve, desne, srednje in polsrednje in tako naprej, se pa vsak maščuje onemu in na ta način
to so moje izkušnje. Tisti novi, ki preganja starega, dokazuje, da stari ni delal v redu in da je on delal dobro. In potem, ko se on prejšnji stari postane čez 4 leta novi, potem preganja tega. In to tako poteka, namesto da bi enkrat potegnili črto in normalno, če se kaj zgodi danes, takoj reagirati, takoj vložiti kazensko ovadbo, takoj preganjati. Kajti, samo poglejmo pri bančni luknji. 99% visokih direktorjev, velikih direktorjev, ki so po tujini imeli, bom rekel, plače v desetinah tisočih evrov mesečno, so vsi izgubili spomin. Noben se ne spomni ničesar več. Zato bi bilo treba take zadeve kazensko preganjati takoj zdaj, ko se še vsi spomnijo. In okrog te Magne se vrtimo nenehno, jaz se bojim, da ne bodo na koncu tam ostale stene betonske in potem bomo imeli mogoče hangar za letališče. A pa je to razkritje teh detajlov, teh podrobnosti, umazanih vseh teh laži, premierja Cerarja, ministra Počivalška in ostalih okrog Magne pred volitvami, vendarle nekak znak, da se bodisi pač ta doba Cerarjeve vladavine neminovno izteka, bodisi da vendarle lahko upamo na svetlejšo prihodnost tudi kar se tiče nadzora medijev in pač kazenskega pregona tovrstnih rebot. Ja, no, ta doba Cerarjeve vladavine se nepovratno izteka že od časa, ki je Cerarjeva vlada zaprisegla. Vsaj eno leto je bilo recimo miru, potem pa so prišli begunci in seveda kolaps sistema in tako naprej. In takrat Cerarju nihče več ne verjame. Je pa ta Cerar in Počivalšek sta mojstra, recimo, če bi igrala nogomet za zabijanje avtogolov. Torej, drugi tir, recimo, vsi projekti, ki so jih napravili, so bili projekti zabitega avtogola. Zdaj bojo poskušali to čimprej pozabiti. Seveda, tragedija je ta, da ljudje to vse vidijo in da 25 let po osamosvojitvi mi nimamo pravne države. Ljudje to vidijo, ljudje to čutijo, nimajo nobenega zaupanja v pravosodje. Vzhodna kohezijska regija, v kateri je Magna, ponovno ponavljam, ker stvari poznam tam osebno, nima več zaupanja v Ljubljano oziroma nima več zaupanja v, se pravi, integralnost države kot servisa, ki je pravičen in enakopravno obravnava vse. To je katastrofa. In na to, kot na češnja na torto, prihaja, zdaj bi rekel, še pregovor na poštenost in etika Mira Cerarja, kajti Cerarjeva etika, očitno je Počivalšek lagal, ampak če Cerar to tolerira in dopušča, da njegov minister brez konsekvenc laže, pa sej smo vedeli po Požareportu, recimo, smo že takrat vedeli, da vse skupaj je larifari, ta laž ni razkrita zdaj, je bila razkrita že takrat, In to je slabo. Drugega, se pravi, pa ne strinjam se pa s gospodom Simičem, da je v Sloveniji so levi in desni na oblasti. To sploh ni res. V Sloveniji je na oblasti, oziroma v Ljubljani je na oblasti, tako bom rekel, v Ljubljani na oblasti. V Mariboru se mi zdi pa, da želi nihče več na oblasti. Je pa pač prepuščeno stihiji. Leva kontinuiteta, ves čas. Sej Zoran Janković je recimo skozi tukaj človek bi rekel, skoraj on bi lahko bil pa rekorder v vseh teh propadlih poskusih ga sankcionirati sodno. Tako da desnica pa v Sloveniji ni na oblasti, mogoče v nekaterih občinah, ampak zdaj potem, ker je Primc naštudiral, tudi vprašanje, če bo tudi zdaj. Če še kdaj bo. Jaz sem govoril o državnem nivoju, ne o lokalnem. Ja, sej mislim, da Boštjan tudi le misli, da ni toliko menjav, kakor je bilo mogoče razumeti iz svoje izjave. Dve sta bile, v 28 letih. Ampak tole sem te hotel vprašati, Ivan, ti si bil direktor finančne uprave. Tukaj imamo recimo Agencijo Republike Slovenije za okolje. Se pravi, pač neko vsaj bi rekel po strokovni plati neodvisno agencijo. Kako je mogoče, da kdorkoli z nekimi političnimi ali kakršnimi koli pritiski prisili to Agencijo Republike Slovenije za okolje, se vračam na začetek, da izda okoljevarstveno soglasje za en projekt, za katerega ve, da ga ne bi smela izdati, zdaj pa, ko je soočena z nepreklicnim dejstvom, da mora izdati okoljevarstveno dovoljenje, pa okleva. Kako je to mogoče? Mislim, a si ti predstavljaš, da bi recimo na finančni upravi to bilo možno na tak način? To je možno. Možno je, če potem, če narediš nekaj po svoje, nimaš kam iti. Ja. Torej, jaz sem se zmeraj lahko vrnil v svoje podjetje in sem naslednji dan bil v svojem podjetju in sem delal. Če pa ti nimaš kam iti in ti strici, ki ti sedaj pravijo, kaj moraš narediti, lahko zagotovijo službo za naslednja 4 leta, kjer boš neki svetovalec v neki banki ali pa jaz ne vem kjerkoli, boš pa moraš tiho in boš naredil. Jaz sigurno ne bi tega podpisal in tega ne bi naredil bi tako, kot je po zakonu, pa tudi, če bi drug dan zgubil službo, pa kaj pol. Ampak se imam kam vrniti.
In zaradi tega jaz pravim, da tisto, kar je narobe v Sloveniji, da Slovenci in mediji in vsi se ukvarjajo, da je nekdo prišel iz neke prakse od nekod in da on ne more upravljati določene funkcije, zato ker ima, bom rekel, neko svoje podjetje. Ampak to je tudi določena prednost in normalno, Aljoš, če jaz sem direktor neke agencije, jutri imam doma družino, jutri, če ne bom odločil tako, kot hoče od mene predsednik vlade ali pa moj nadrejeni minister, me bo lahko zamenjal, bo sprožil postopek zamenjave, ostal bom brez službe, nihče me ne bo hotel vzeti v službo, ker ne bom nikjer dobil, da pa sam začnem nek posel od nule, bom pa rabo par let, potem pa zapade še v psihične probleme, če imaš še neke posila doma in si še v finančnih problemih. Tako da tukaj ljudje mislim, da delujejo predvsem racionalno, odloča se, kje bo imel manj težav in potem tako odloči, ker ne ve, kaj bo čez 4 leta. Ne? Ja, Boštjan, preden zaključimo počas, še zadnje vprašanje zate. To so v bistvu neki mafijski principi, to, kar zdaj Ivan razlaga. Ne? Izsiljevanje ljudi z tem, da bojo zašli v neko ekonomsko eksistencialno krizo, če ne bojo ravnali po navodilih, zavedajoč se, da s tem kršijo lastne predpise. Jaz nisem rekel, da to nekdo nekomu reče, ampak že iz te situacije, v kateri se nahaja, je toliko pameten, da ve, se nahaja v tej situaciji. Ne, to se jaz popolnoma strinjam. To je v bistvu tragedija, je ta 28 let po osamosvojitvi, je to mafijska država, ki deluje, predvsem država deluje na principu strahu. Ne? Ljudem ni treba direktno reči, ti posluši, če ne boš, bo to. Človek ve, kaj bo, ko ne bo. Vete, jaz sem imel tudi te izkušnje. Pa sodnijo, ne, potem 10.000 evrov, da si obsojen, da plačaš in tako naprej. Ne. In to je katastrofa. Mi potrebujemo, to skozi govorimo, demonopolizacijo. Torej, mi imamo toliko tenih servisov in služb, ki so neučinkovite, tako da je pravzaprav ta privatni sektor, ki to Slovenijo vzdržuje, in ta Slovenija recimo lepa je in sodobna je, ne, to je sodobna evropska država, to je dejstvo, dela čudeže. Mislim, to je pač ta pregovorna marljivost slovenskega človeka, po kateri je kot kmet na zemlji obstal skozi 1000 let. To je res čudež. Ne. Ampak tudi vsak čudež prvi čudežev ne moreš naročati. Zdaj bi tudi princ lahko naročil kakšen čudež, če bi to šlo. Ampak drugič pa se čudeži ne dogajajo v nedogled in mi bomo prej ali slej doživeli strukturni krah, ko nas bo to udarilo po glavi. Prav. Najlepša hvala, spoštovana komentatorja Ivan Simič, Boštjan M. Turk, za vajine današnje komentarje. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih pa vam bomo pokazali, kaj po novem šteje za fašizem.